med nami pozdravil gospoda Jerneja Margona, ki je direktor drevesnice Štivan. Predvsem zato, ker gozdno-drevesničarstvo je na začetku gozdno-lesne verige in tudi naj bi bilo pomembno pri zagotavljanju obnove gozdov in nas predvsem zanima njihov vidik, torej vidik strani gozdnega drevesničarstva, kakšna je problematika in te stvari. Jaz imam pripravljenih nekaj vprašanj, tako da jih bom prvega recimo zastavil, potem pa bo gospod Margon odgovoril. Če boste imeli še kakšna dodatna vprašanja oziroma vprašanja, jih prosim zapišite v pogovor oziroma dvignite roko, pa bomo nadaljevali. Torej, gospod Margon, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, upam, da se slišimo. Ja, se slišimo. Torej, prvo vprašanje. Marko je že povedal, da je povprečna površina obnov gozdov v zadnjem desetletju znašala približno 1200 hektarov. Zdaj vemo, da približno podatki so, da je bilo z umetno obnovo s sadikami obnovljeno približno 20 do 30% te površine. Zdaj me pa zanima, je na voljo dovolj sadik ustreznega gozdnega drevja, da bi se z umetno obnovo ali pa z dopolnitvijo sadikami obnovilo več gozdov, pa kako je tudi za recimo nekimi posebnimi vrstami, ki jih je Marko omenil, recimo za obrečno drevnino, ko bi mogli biti mogoče vrbe, črni topol. Najprej lep pozdrav, hvala za povabilo na ta seminar oziroma na ta simpozij. V obdobju 2011 do 2020 je po podatkih Zavoda za gozdove bila izvršena sadnja, se pravi umetna obnova s sadikami na 380 hektarjih letno. Ta količina je glede na program razvoja gozdov in rezolucijo v nacionalnem gozdnem programu bistveno manjša od predvidene oziroma od načrtovane. Dejstvo je, da recimo, če začnemo pred nekaj desetletji, je bilo v Sloveniji 12 gozdnih drevesnic. To so bile gozdne drevesnice, ki so živele od gozdnega drevesničarstva. Zaradi konstantnega upadanja, žal mi je, ampak smo sredi sezone in nisem uspel pripraviti prezentacije, zaradi konstantnega upadanja izvajanja obnove s sadnjo, do leta 2014, se pravi do tega katastrofalnega žledu, so ostale v drevesnici samo še 3 oziroma zdaj mislim, da 4 gozdne drevesnice. Te gozdne drevesnice imamo kapaciteto vzgoje klasičnih sadik, se pravi ne kontejnerskih, ampak klasičnih sadik, nekje med 3 in 3,5 milijona letno, kar približno za 50% presega povprečje zadnjih let in za kakšnih 70% presega povpraševanje po gozdnih sadikah, če pogledamo daljše obdobje nazaj. Nobena od teh 3 drevesnic, 4, ne more preživeti izključno, dolgoročno ne more preživeti izključno iz vzgoje gozdnih sadik. Mi smo v evropskem prostoru fenomen, ker nimamo specializiranih gozdnih drevesnic, ampak se moramo vsi gozdni drevesničarji prilagajati na nihanja v porabi sadik, s tem, da se ukvarjamo s hortikulturo, vzgojo okrasnih sadik in tako dalje. Tako da kapacitete za vzgojo gozdnega drevja imamo. Tudi z inštituta, ko pridejo vsako leto 2-krat v kontrolo zdravstvenega stanja drevesnic, vam lahko potrdijo, da imamo vsako leto kar nekaj hektarov še vedno zatravljen. V primerjavi s desetletji nazaj, ko so bile na teh površinah vse gozdne sadike. Ampak enostavno situacija je takšna, da v Sloveniji, ker nimamo zagotovljenega odkupa sadik, se pravi odkup je zagotovljen samo s pogodbo in če ta ni zavezujoča, je pač veliko težje vzgajati sadike. In smo na ta način v nekako
pad poziciji glede prihodnosti. Pogovarjamo se o vlaganju v gozdno drevesničarstvo, pogovarjamo se o tem, kako bi bilo potrebno, kot ste sami rekli, potrebno bilo nekaj manjšinskih drevesnih vrst vnašati v gozdove tudi s sadnjo in tako naprej. Ampak tle se gozdni drevesničari spopadamo pač s težavo, da nismo zraven pri načrtovanju, nimamo podatkov, kaj se bo dejansko sadilo, v kakšnih količinah se bo sadilo in v končni fazi, če se bo sadilo. Hvala za prvi odgovor, ki se seveda tudi, mislim, da že navezuje na drugo vprašanje. Omenili ste žledolom. Vemo, da smo v slovenskih gozdovih vsake nekaj let priča naravnim katastrofam, žledolom, vetrolom, gradacijam, podlubnikom, ki zahtevajo v kratkem času obnovo večje površine gozdov, torej obnovo tudi z sadikami, ker ne moremo vedno čakati na naravo, na naravno nasemenitev, pomladitev. In kako so drevesnice na take dogodke, bom rekel, v narekovajih pripravljene. Sej ste že omenili, da pač bi morali imeti zagotovljen odkup nekih sadik, oziroma kako v takih primerih, recimo mogoče tudi kaj iz prakse, Tale žled je bil ena taka streznitev za marsikoga, sploh glede tega, kako pomembne so gozdne drevesnice, pa ne zaradi tega, ker sem jaz gozdni drevesničar, ampak je ni države v Evropi, ki bi lahko brez umetne obnove gospodarila z gozdovi, če ne zaradi drugega, zaradi ujm. Ampak ta žled 2014 je bil ena taka posebnost, ker smo bili priča temu, da smo 2 leti po žledu poslušali, kako sadik ni dovolj v gozdnih drevesnicah, hkrati pa smo mi zaloge kurili. Se pravi, smo tisti prvi 2 leti po žledu, ker se ni bilo možno oddati sadik, ker so bili gozdovi enostavno sesuti in je bilo nemogoče narediti priprave in vse ostalo, smo prvi 2 leti kurili sadike, viške sadik, hkrati pa brali v medijih, kako smo neodzivni, kako so naše drevesnice prazne in tako. Prazne so bile, predvsem zaradi tega, ker smo do leta 2, kot sem povedal, je bil trend sadnje v takšnem upadanju, da smo bili 2013 dvakrat na sestanku, mislim, da celo z ministrom takrat, ker smo povedali, da bomo zaključili z vzgojo gozdnega dreva, ker enostavno se ne splača več, če moramo gozdni drevesničari, in tu smo bili vsi 3 gozdni drevesničari, če moramo iz hortikulture, iz vzgoje okrasnih sadik imati denar, da pokrivamo gozdarski del, potem enostavno stvar nima smisla. Po tem letu 2014 so se zadeve spremenilo se je predvsem to, da se je dobil evropski denar, se pravi, da so prišla PRP sredstva, ki se jih je v 2 letih začelo koristiti in se je situacija popravila do te mere, da smo lahko gozdni drevesničarji povečali kapacitete, ker smo imeli s PRP sredstvi prvič zagotovljen odkup, se pravi, da smo za tisto, kar smo podpisali, dejansko imeli eno zagotovilo, da bomo sadike oddali. Drugič pa smo s tem, smo se pogovarjali tudi z Zavodom za gozdove, z inštitutom in tako naprej, smo recimo v drevesnici Štivan prvi pristopili k vzgoji kontejnerskih sadik. Ta odzivnost je zelo pomembna, sploh pri ujmah in pri odzivih na nje. Ampak tukaj znanje je. Mi smo prvič začeli in bom rekel zelo uspešno začeli, če ne bi bilo lanske katastrofalne pozebe 11. aprila, bi bil ta rezultat še boljši, ampak smo že tako s temi kontejnerskimi sadikami pričeli, tehnologijo smo uvedli in jo lahko izvajamo naprej. Tako da se trudimo tudi mi drevesničarji, da bi bila ta odzivnost boljša. Je pa tako, ujme so in pravijo, da bodo tudi vedno bolj pogoste. Ampak, če nimamo gozdnih drevesnic v primerni kondiciji, ne bo moč se odzivati na te ujme tako, kot bi želeli. To je podobno, velikokrat dam primerjavo z gasilci. Gasilcev ne potrebujemo samo, kadar gori. Ne moramo jih plačati samo, kadar gori. Ne moramo jim kupiti opreme ali pa plačati ljudi, gasilce, kakorkoli, samo takrat, ko gori. Ne, gasilci morajo biti
cel čas pripravljeni na odziv, reakcijo na dogodke, ki se lahko zgodijo. In zelo podobno je z gozdnimi drevesnicami. Če je bil ta trend, ki se je do 2013 oziroma do 2014 kazal, smo bili na tem, da postanemo prva evropska država brez gozdnih drevesnic. Zdaj se je trend spremenil, predvsem zaradi teh ujm, ker se pojavljajo sredstva oziroma se obnavljajo TLPRP sredstva tudi za naprej, tako da imamo drevesničarji vseeno malo boljša zagotovila za prihodnost, še vedno pa ostaja ta težava redna sadnja, ki je v tako minimalnem obsegu, procentualno spet bomo v številkah, ampak spet tako nizka, da samo z redno sadnjo, če črtamo evropska sredstva, samo z redno sadnjo preživi morda ena drevesnica v Sloveniji. Morda. Se pravi iz gozdarskega dela, brez da bi zalagala za plače in za vse ostalo iz hortikulture, okrasnega dela in tako naprej. Hvala za odgovor na drugo vprašanje. V pogovoru se je pojavilo vprašanje, če lahko prosim razložite, ker tukaj smo zelo z različnim znanjem, kaj so to kontejnerske sadike, morda kakšna je prednost ali pa slabost pred klasičnimi sadikami, mogoče če strokovno malo poveste, kaj so to kontejnerske sadike. Bom začel pri klasičnih sadikah. Klasična sadika izgleda tako, da recimo seme, ki je nabrano v gozdnih semenskih sestojih in nam ga zagotavlja običajno Zavod za gozdove, ga posejemo na površine. Po 2 letih po vzniku, se pravi, ko je sadika 2 leti stara, jo tako listovce kot iglovce običajno listovce po enem, iglovce po 2 letih presadimo, se pravi, jo strojno presadimo in po letu 2 do vzgoje, je to 3 do 4 letna, včasih 5-letna sadika, jo izkopljamo ter z golo korenino predamo v sadnjo za Zavod za gozdove. Kontejnerska sadika je malo drugačna. Kontejnerske iglavce se v prvi fazi vzgaja enako, se pravi, se jih poseje v setvenjake, kjer so spet 2 leti, dokler se že v velikosti približno 10 do 15 centimetrov. Ko so tako veliki, se jih presadi v vsebnike. Kontejnerji so vsebniki, se pravi, to so pladnji. V vsakem pladnju je različno število različnih oblik in volumnov celic, ampak v teh celicah rastlina potem raste 1 do 2 leti, iglavci jelka recimo 2 leti, da je primerna za vzgojo. Bukov, hrast in takšne podobne vrste je pa potrebno sejati direktno v celice, se pravi direktno te pladne posejati, ker ima pač čisto drugačen vznik, drugačen način rasti in jih je možno že v enem letu vzgojiti v obliko primerno za sajenje. Se pravi, če se pojavi težava oziroma potreba po kontejnerskih sadikah in če je seme na razpolago, lahko mi v enem letu vzgojimo sadiko, ki je primerna za sadnjo v gozdove. V eni sezoni pravzaprav, ne v enem koledarskem letu, ampak recimo v 9 mesecih, 8-9 mesecih. Te kontejnerske sadike imajo to prednost, da se jih da saditi v lista, se pravi v vegetaciji. Na tiste lege, kjer je pač to potrebno, jih lahko sadimo prej, eventualno pa tudi kasneje. Ampak bolje je to, da si s tem podaljšamo obdobje sadnje, kjer je pač zaradi običajno visokovorju ali pa kje drugje so potrebe oziroma razmere takšne, da bi s sadnjo klasičnih sadik bil uspeh sadnje manjši. Te kontejnerske sadike se potem dostavi na teren, težja je manipulacija, težje je, bodimo pošteni, tudi saditi na samem terenu, ker je treba sadiko se posadi skupaj za zemljo. Ko se jo iz tega pladnja, iz teh celic vzame ven, je koreninska gruda ostane ob koreninah in je tudi zaradi tega presaditveni šok manjši, hkrati ima nekaj zemlje že s sabo in je tudi bolj odporna na presajanje. Je pa za vzgoja bistveno bolj zahtevna in predvsem bistveno dražja. Hvala za to pojasnilo. Na moje 3. pa 4. vprašanje ste tudi že odgovorili. Bi pa tukaj pri sadikah še eno vprašanje imel.
recimo od semena do, ne vem, da je sadika še primerna za presaditev, koliko časa nekako poteka, ne? Predvsem me to zanima, kdaj je potem tisti čas, ko, ne vem, so za vas sadike, če niso spravljene v gozd, če niso posajene, kdaj potem jih morate uničiti oziroma jih uničite, a ne? Koliko je to nek čas, a ne? 5 let traja približno od setve do tega, da moramo sadiko uničiti. Se pravi, uničuje se 5-letne listovce in 5-letne, 4-letne včasih listovce, ampak redko kdaj 5-letne iglovce. Se pravi, ko je 5 let, tudi sama tehnologija izkopa ne dovoljuje več izkopa na takšen način, da ne bi preveč poškodovali sadike, po zgornjih delu kot korenin. Po drugi strani pa sadika potem že prevelika za samo manipulacijo na terenu in bi bilo sam efekt sadnje bi bil manjši, se pravi število posajenih sadik na dan bi bilo manjše, pa konec koncev tudi uspeh bi bil verjetno manjši. Presajati večje sadike z golo korenino je procentualno bistveno manjši uspeh, kot pa, dajmo temu reči, primerne sadike primerne velikosti. Hvala. No, zdaj me pa zanima, recimo, po drevesnih vrstah, a ne, in obnovi, katere sadike imajo gozdarji, bomo spet rekli v narekovaju, najraje, a ne? A je še vedno največje povpraševanje po sadikah smrek, ali opažate tudi, ne vem, kakšno povpraševanje po drugih drevesnih vrstah, no? Ja, v večini številčno je še vedno smreka najbolj zastopana. Zdaj ne poznam natančnih podatkov za zadnje leta od kolegov, ker imamo pač malenkost drugačno območje, ampak dajmo reči, da je smreke približno 50%, vse ostalo so listovci. Trend smreke, sadne smreke je bil v upadanju, oziroma raslo je število posajenih listovcev. Pri tem bi pa mogoče povedal, ja, da se je spremenilo, kam smreko vozimo. Pač mi, ko pripeljemo sadike, smo smreko vozili marsikam, kamor jo zdaj ne. Se pravi, se je spremenilo to, da gozdarji na rastišča, ki se je pokazalo, da niso več primerna za sadnjo smreke, tja dajo druge drevesne vrste. Hvala. Zdaj me pa zanima, ne vem, kakšen bi bil mogoče idealni sistem gozdnega drevesničarstva, torej katere mogoče podatke ali pa bi vi, ne vem, za načrtovanje proizvodne sadik oziroma zagotavljanje ustreznega števila ustreznih sadik bi vi od, ne vem, Zavoda za gozdove pričakovali, pa morda kaj bi od Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, ne? Ker prej ste tudi že omenili, da ne vem, če pa sadike po 5 letih, če niso spravljene v gozd, ne, jih pač je bilo to 5 let izgubljenih, a ne, in dohodkov in vsega, a ne. Torej, kakšen bi bil mogoče za vas, no, idealni sistem gozdnega drevesničarstva, da bi vsi udeleženi v tem procesu nekako imeli od tega korist in da bi pač nenazadnje tudi izboljšali slovenske gozdove? V samem sistemu jaz ne bom špekuliral. Potrebno bi bilo vzpostaviti malo boljšo pripravljenost tudi na ujme. Se pravi, kaj se je zgodilo recimo leta 2014? 2014 s tistim žledom se je pokazalo, ne samo, da ni dovolj sadik, tudi semena ni bilo dovolj, ne? Ker se enostavno ta zaloge semena padale, in nismo imeli potli tudi kje vzeti. Hkrati, ko se je pa pojavil žled, so bili pa tudi zaradi tega žledu semenski sestoji toliko poškodovani, da prvo leto ali 2 niso semenili. Se pravi, so se mogla drevesa najprej popraviti. Če se dotaknemo pa samega načina oddaje sadik in tega, kako nam sadika ostaja, lejte, to je takšna proizvodnja, kjer so viški vedno. Nikoli, redko kdaj se zgodi, razen res, mislim, da 2020 je bilo tako, da smo oddali vse sadike in da ni šlo uničenje, nič razen tistega, res minimuma. Viški so vedno, ampak težava je v tem, če ratejo viški preveliki, oziroma da sistem, ko računamo na obseg proizvodnje takšen, kot naj bi bil, in če potem pride do velikih odstopanj, ja, se nam to zažira v tisti del, ki smo ga oddali.
Dva pogoja bi morala biti obvezna oziroma nujna za normalno poslovanje slovenskih drevesnic. Prvi je večletne pogodbe. Zdaj imamo sklenjene 1- oziroma 2-letne pogodbe in če upoštevamo dejstvo, da je vzgoja sadik 4-leten, povprečju kar dajmo reči 4-leten proces, mi z letošnjo pogodbo zdaj sejemo na pamet, ne vemo pa, če bomo čez 2 leti sploh pogodbo imeli, kaj se bo čez 2 leti dogajalo, s kom bomo pogodbo sklenili, ali bomo sploh sadike oddali, v kakšni meri in v kakšnem razmerju po drevesnih vrstah in tako naprej. Mi sejemo na pamet brez pogodbe. To je spet ena nenavadna situacija, v kateri smo gozdni drevesničarji, ker je potem tudi težko načrtovati in riskirati kakšne večje količine sadik. Riziko recimo je bil že ta, da smo sploh se lotili v drevesnici Števanj kot prvi kontejnerske vzgoje, ampak je bil riziko manjši zaradi tega, ker je bil zagotovljen odkup s PRP sredstvi. In smo se zato upali in zdaj imamo tehnologijo in poznamo tehnologijo za vzgojo kontejnerskih sadik. Druga težava pa je, da te pogodbe, ki jih imamo sklenjeni, niso zavezujoče. Se pravi, imamo noter člen, da se naročnik pridržuje pravico, da ne naroči oziroma ne odkupi naročene količine sadik. To je spet en tak člen, ki ga recimo Avstrijci, ki so imeli pogodbo za dobavo kontejnerskih sadik, niso imeli. Z Avstrijci so se dogovorili tako, da se vse, kar se poseje, od njih odkupi. Sej pri kontejnerskih, pri sredstvih je bilo tudi pri nas tako. Ampak pri ostalih pa ni tako. Enostavno naša pogodba je takšna, da je zavezujoča samo za nas, ne pa za naročnika. In še enkrat, te večletne pogodbe so pogoj za kakršnokoli dolgoročno normalno stanje v gozdnem drevesničarstvu v Sloveniji. Brez tega si gozdne drevesnice enostavno ne predstavljamo. In vedno naletimo na mnenje finančnega ministrstva, kako so te pogodbe nemogoče, hkrati pa vemo, da je pogodba za vzdrževanje avtocest, ne vem, zdaj sem pozabil, 7-letna, pogodba za vzdrževanje bolnišničnih miz je 6-letna in tako naprej. Se pravi, druga ministrstva lahko sklepajo dolgoročne pogodbe z izvajalci, kmetijsko ministrstvo pa se je do zdaj vedno zgovarjalo na proračun, na proračunska sredstva in na mnenja finančnega ministrstva. Zdaj verjetno smo premajhni in premalo pomembni, da bi bilo mogoče tukaj karkoli spremeniti, ampak vseeno, če se pogovarjamo o tem, kaj bi želeli oziroma kaj bi bilo nujno potrebno, je to dvoje. Se pravi, dolgoročne pogodbe za vzgojo sadik in pa zavezujoče pogodbe. Ali pa vsaj, dajmo reči, vsaj procent, do kakšne mere so te pogodbe zavezujoče, da se lahko gozdni drevesničarji sploh lotimo vzgoje na en normalen način. Hvala za odgovor. Zdaj pa še moje neko zadnje vprašanje. Strateški načrt predvideva naložbe, torej strateški načrt kmetijske politike Evropske unije med ukrepi predvideva tudi naložbe v drevesnice, torej v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva. Se vam zdi, da je to nekak korak v pravo smer oziroma kako vi vidite ta ukrep, ki ne bi se ga začel izvajati, če jaz prav vem, po letu 2023? Res je, leta 2023 začnejo izvajati te nove strategije. Ja, glede na to, da se pravi, v Sloveniji nimamo niti dovolj potreb po sadikah, da bi lahko preživela ena drevesnica, ali pa mogoče bi lahko iz naslova gozdnih sadik preživela ena drevesnica, potem se mi zdi tale ukrep vlaganj v nove drevesnice farsa, oziroma ne vem, kdo na ministrstvu si je odločil oziroma s kakšnimi podatki razpolagajo, da so si umislili nove gozdne drevesnice, če pa še kapacitete teh naših obstoječih drevesnic, ki imamo zaposlene, znanje, opremo, stroje in kapacitete niso izkoriščene oziroma so izkoriščene v približno 50%, ko saniramo ujme, in v približno 20%, 15-20% za redno sad. Se pravi, imamo slovenske gozdne drevesnice, ki so obstoječe, ki potrebujejo, bomo rekel, določena vlaganja, ker enostavno sami s to količino sadik, ki jo oddamo, ne moremo vlagati. Zdaj smo še enkrat, mi smo edini vlagali sredstva
ker je bilo, hvala Bogu, je bilo toliko več odkupa sadik z naslova sanacije OIM in PRP-ja, da smo lahko sploh vložili sredstva v tehnologijo proizvodnje kontejnerskih sadik. Drugače ne bi. V nobenem drugem primeru se enostavno ne bi bilo možno vlagati v to. Ampak, če na kratko povzamem vse skupaj, če bi radi imeli gozdne drevesnice, je treba pač skrbeti, da te gozdne drevesnice ostanejo. Kaj si predstavlja ministrstvo pod naslovom vlaganja v nove gozdne drevesnice, če še te ne morejo preživeti, to je pa vprašanje za koga drugega. No in super, vidim, da je kolega Planko z ministrstva dvignil roko, tako da predlagam, da mislim, da mikrofon, no pa naj on morda kaj pojasni glede tega. No. Lep pozdrav, sem skupaj, Zoran Planko z Ministrstva za kmetijstvo, sam sem sodeloval pri pripravi tega novega strateškega načrta in sicer tudi pri tem ukrepu, drevesničarskem ukrepu. Glejte, mi smo na ministrstvu spoznali vse te zadeve, kar nam je zdaj kolega Margon povedal, in sicer mi smo ves čas vlagali v vse dele gozdno-lesne verige, nikoli pa ni bilo nekih pravih vložkov v ta začetni del. Kaj pomeni ta ukrep? Ustanovitev novih, v bistvu ustanavljanja novih drevesnic ne bomo, trenutno bomo podpirali obstoječe drevesnice, obstoječim drevesnicam bomo omogočili nakup mehanizacije, opreme, rastlinjakov, gradnje rastlinjakov in tako naprej. Če pričakujemo morebitno ustanovitev ene ali pa mogoče tudi nobene. Pustili smo odprto za to, če se slučajno kakšna pojavi na trgu, da ji pomagamo, podpremo. Potem, kar se tiče večletnih pogodb, kot so bile omenjene, pogoj za večletne pogodbe je zagotovljen finančni vir. In sicer zagotovljen finančni vir lahko mi dosežemo le s evropskimi sredstvi. Evropska sredstva so bila v bistvu sedaj v okviru programa razvoja podeželja, ki se je 14-20, ki se je končal v 20 in podaljšal se že 2 leti do leta 2022. Potem ta ukrep za sanacijo gozdov se bo izvajal tudi še približno do leta 2024-2025. To pomeni, da sredstva trenutno so zagotovljena. Kar se tiče naprej, v okviru novega strateškega načrta, prav tako predvidevamo ukrep, podoben kot se izvaja zdaj, in tudi sedaj bo tudi od 23 do 25 in do 23 do 27 in še naprej, kakšno leto bo možno pridobiti evropska sredstva za sadike in takrat bo potem možno te sklepanje teh večletnih pogodb. Toliko na kratko pokomentiral, če pa še kakšno vprašanje, pa sem še na voljo. Hvala. Hvala Zoran. Mogoče še kakšen kratek komentar, Jerneja? Hvala lepa za povedano. S tem smo si vsaj malo pojasnili, kaj je namenjeno s temi vlaganji. Čeprav pri večletnih pogodbah bi pa povedal, da smo gozdni drevesničarji, tudi na Zavodu za gozdove imamo krajše pogodbe od recimo, zdaj nimam pred sabo točnih podatkov, ampak če gremo nazaj pogledati, imamo krajšo pogodbo od pogodbe, ki jo ima čistilni servis za čiščenje objektov, od tistega, krajšo pogodbo imamo od dobavitelja zaščitne opreme, krajšo pogodbo imamo od dobavitelja čevljev in še ne par je takih pogodb, se pravi strani Zavoda za gozdove sklenjenih, ki so vezana na proračunska sredstva in so 4 ali celo 5-letna. Se pravi, sredstva se nekako da zagotoviti, če je interes. Ne da se jih pa zgleda za sadike, za pogodbe za sadike. In to so bile, če se vrnemo nazaj k samim stroškom, so bile to podobne številke oziroma podobni zneski tudi do 5.400.000 do 5 milijona evrov, kjer gre za te večletne 3, 4 in 5-letne pogodbe za dobavo opreme in materijala. Se pravi, nekako se da, ne pa vedno. Tako, hvala za ta odgovor. Zdaj smo že kar malo prekoračili naš čas, tako da jaz bi se gospodu Margonu zahvalil za to, za te, v bistvu, bom rekel, predstavitev, za podatke, za vse in predvsem pač mu lahko želim vidim, da
če bi bila stabilnost, torej stabilnost financiranja, stabilnost pogodb, bi lahko pač neko stabilno proizvodno načrtovali sadik, in s tem bi potem v končni fazi tudi neko stabilnost obnove in stabilnost gozdov zagotavljali. Vidim, da je še ena roka gor, tako da bi dal še to vprašanje, potem pa bomo šli na 15-minutni odmor. Morda samo eno stvar k temu. Prej sem omenil prostorsko planiranje. Torej, gre za načrt obnove gozdov, 10-letni načrti, se pravi 10-letni načrt, ki poleg tega, to je v bistvu samo oddelek, pravzaprav ni zadeva tako prostorsko podrobno predvidena, kakor je, bi zelo veliko pomagala k trajnosti tudi zagotavljanja sadilnega materiala. Pravi, če bi mi vedeli, koliko gozdov se bo v naslednjih 20 letih naprimer obnavljalo, glede na to, da imamo zdaj recimo neko gozdno-gospodarsko enoto v taki razvojni fazi ali pa večinoma, da bi tiste dele, ki so primerni za obnovo, pravočasno izločali, se te obnove potem tudi držali, potem bi lahko tudi že dokaj podrobno zakoličili, seveda ne moramo računati naravno nesrečo, ki se lahko v tem času zgodi čisto nekje drugje, pa je tam tudi treba nekaj aktivirati, ampak potem vsaj v tistih delih se stojev, recimo, če je zdaj to nek starejši debeljak, ki ga pravočasno odpiramo, potem noter tudi rečemo, da bomo v obnovo namesto v 30 ali pa 20 letih speljali v 10 letih, zato bomo potrebovali 30-40% sadilnega materijala za dosaditev, se pravi za dosadnjo, drevesne vrste take in take, potem bi se na osnovi tega drevesnice lahko bistveno bolje obnašale oziroma bi imele te vhodne podatke, na katerega bi lahko bolj dolgoročno planirale, na drugi strani bi to imelo tudi učinek na neke dolgoročne pogodbe in pa bom rekel tudi to bi bilo zelo, zelo primerno, predvsem zaradi gozdnih habitatov, zaradi zagotavljanja habitatov tudi za živalski svet in za drugi, ker zdaj vemo, da velikokrat teče sporadično, v okviru gozdnih habitata je pač tako, če ti nek dober je tako kot človek rabi kuhinjo, rabi sanitarije, rabi dnevno sobo, rabi prostor za počitek, za jest, ne vem kaj, za umice, tako tudi žival rabi določene prostore. In ko bi enkrat imeli te prostorske plane medsebojno bolj razdeljene, vsaj glede obnove in pa da imamo te razvojne faze zelo dobro, to se pravi, ne gre zdaj za realno stanje seveda, ampak tudi kaj se bo dogajalo, potem bi se te zadeve veliko bolje dale planirati. To je pač eno tako priporočilo in mislim, da bi bilo to potrebno. Tudi v smislu tega bolj intenzivnega gojenja. Hvala. Hvala, Marko. Morda gospod Margon, če lahko še kaj komentira to, če ne pa potem res gremo na pauzo. Doktor Kovač je popolnoma vse povedal. Dejstvo je, da to dolgoročnost moramo vzpostaviti, en sistem dolgoročnega načrtovanja in zagotavljanja sredstev je nuja za en zdrav, stabilen gozdno-drevesničarski sistem v Sloveniji. Je še mogoče ena beseda glede na gospod Planko, kaj je povedal za ta sredstva. Zelo pozdravljamo, ker se je prvič prepoznalo gozdno-drevesničarstvo kot en pomemben del te gozdno-lesne verige v Sloveniji in pozdravljamo tudi vlaganja v gozdno-drevesničarstvo. Ampak spet ne maram, da bi bilo slišati tukaj kot nehvaležen ali osoren, ampak ta sredstva, ki so namenjena za modernizacijo recimo strojnega parka, infrastrukture in tako naprej, ne bo pomagalo, če imamo mi nove rastlinjake pa nove velike traktorje, ki se bodo vozili po praznih njivah, ker ne bomo imeli sadnik za oddajo. Enostavno je treba, to gre eno z drugim. To mora biti eno in drugo. Tako da, hvala lepa za vabilo. Upam, da sem odgovoril na vprašanja, ki so vas zanimala in lep pozdrav. Super.